Dobro jutro, spoznala sem zelo zanimivo pripadnico zelene bratovščine. Ja, slišali ste pravilno, pripadnico, torej eno od 495 slovenskih lovk. Je 26-letno visoko izobraženo dekle. Presenečeni? Mogoče zaradi izgleda, ampak nekateri glede na mojo izobrazbo pravijo lovka. Ja, ampak mogoče mi je glih zaradi tega tukaj se uspelo izobraziti, ker sem bila dosti v naravi, v Dunaj se sprostiš, ker moraš iti na če ne varovalko vrževen, kot pravijo. Naj vam pomagam pri ustvarjanju prvega vtisa. Je svetlolaso dekle z lično zeleno uniformo in lovskim klobukom. Že v srednji šoli je bila Zoisova štipendistka, med študijem prava pa je do potankosti spoznala tudi lovsko zakonodajo. Kdo je in kaj počne? Dobro jutro, sem Maja Brunskole. Po poklicu sem magistrica prava in magistrica poslovnih ved. Moj stil življenja je pa tak, da sem lovka. Ne pomeni samo, da lovim. In sicer sem članica Lovsko-kinološkega društva Bela krajina. Imam tudi 3 lovske pse, se pravi, sem tudi lovska kinologinja. Na drugi strani delam veliko z mladimi, jih ozaveščam o pomenu lovstva, ker lovstvo nisem streljanje. Je tudi vzgoja psov. Maja Brunskole pravi, da je lovec brez psa samo polovica lovca. Biti mora še poznavalec gozda in kmetovalec, saj obdeluje krmne njive. Recimo letos, ker je bila marca huda zima, kdo je nosil divjadi seno? Lovci. Na solnicah pa tudi na krmiščih opazujemo divjad, koliko jo je, kakšna je. Lovci na nek način tudi izvajamo monitoring zavarovanih živalskih vrst in sicer moramo sporočiti podatke, ali smo opazili prisotnost recimo medveda, volka v lovišču, šakala in koliko jih je. Lov je vse in nisem to, da daš puško na rame in greš. To je zanemarljiv del celotnega pojma lov. Od nekdaj si je želela postati lovka, se spominja. Lovci so bili oba pradedka, dedek in oče. Ko se je ta odpravljal na lov, mu je že kot majhna po lovskem običaju zaželela dober pogled. Ko sem bila stara 2 leti in pol, je oče bil lovski pripravnik. In takrat se je on učil za lovski izpit in seveda mala Maja, vse knjige so jo zanimale, kaj je pa to, ati kaj je to, in on mi je razlagal. Takrat mi je kupil tudi moj prvi lovski klobuk, pa lovske gojzarje in plastično puško Winchester. Tako, to je bil nekak začetek, ker tudi jaz sem hotela biti lovec kot ati. In tudi dober pogled sem rekla, seveda ni takrat zvenel dober pogled, ampak malo dober pogled najbrž, ampak vseeno. No. Včasih so očeta zbadali, ker se je zgledovala po njem in sledila družinski lovski tradiciji. Ker so ga včasih zafrkavali, no viš, nimaš sina, no imaš hčer, zdaj te pa hčer lovka. Pa je moj oče odgovoril, lahko bi imel sina, pa lahko bi bil ta slabi, ko je Maja. Drugače pa brata nimam, imam sestrico, se pravi sestrica pa mami nista lovki, ampak vseeno podpirata lovstvo, tudi pomagate nam na lovskih prireditvah. Ko imamo kako lovsko delovno akcijo prijeta, sestrica velikokrat speče palačinke. Ko je bila sprejeta v zeleno bratovščino, so bili domači zelo ponosni, zdaj pa ona druge navdušuje nad lovskimi dejavnostmi. Gost jo pomiri. Ko gre na lov, ne razmišlja o ničemer, le uživa in pozorno spremlja dogajanje okoli sebe. To, da nam narava govori svojo zgodbo. Recimo stopinje in sledi. Potem, ko si crnjak ali pa jelen, ko si čisti rogovje, vidiš po drevesih sledi tega, tudi po iztrebki vidiš, katera divjad je bila, potem tudi po ležiščih, povsem in narava sama ti pove, kaj je bilo, kaj se je dogajalo. To je najbolj zanimivo mogoče pri lovu. In potem, ko poči? Ne vem, če bi o tem govorila, ker ne vem, to je intimen občutek, no? In to ni nekaj, s čimer bi se hvalil. Neko spoštovanje do divjadi pač mora biti. Svojega prvega strela se spominja, a poudarja, da ni ustrelila, temveč je uplenila. Vse ustreliš, ampak se reče upleni zaradi tega, ker lovci imamo spoštovanje do divjadi. Divjadi ob uplenitvi damo zadnji grižljaj. Zadnji grižljaj je vejica, ki jo položiš divjadi v usta. Zaradi tega, ker divjad spoštujemo lovci. Ker lovc ni samo ubijalec, to je nek stereotip, podoben kot da smo blondinke neumne. Ob uplenjeni divjadi se lovcu vošči lovski blagor, ta odvrne lovska hvala. Govorica jagrov, kot si rečejo, je zelo spoštljiva, tak je tudi njihov odnos do prebivalcev gozda. Lovci morajo opraviti več izpitov in podpisati za prisego. Lovne dobe so natančno določene,
Maja Brunskole je tudi članica častnega razsodišča pri Lovski zvezi Slovenije. Lovci so čuvaji narave, pravi. Lovce ne vodi denar in zaradi tega bomo mi vedno čuvali naravo. Ker lovci vse, kar upravimo v lovišču, vse to je prostovoljno. In dokler neko stvar delaš s srcem, svojo notranjo voljo, dokler ti ni denar gospodar, potem boš skrbel za nekaj. Lov ni šport, je način življenja. Ni le puška na rami, poudarja Maja Brunskole. Žalostijo, da imamo kljub vsemu do lova pogosto predsodke. Moja sestra bi rekla, ljudi imajo preveč cajta, pa mislijo na gluposti. Te predsodki, to nas bo kot človeštvo, to nas bo ugnobilo. Ena od prednosti lovstva je tudi tega, da se naučiš drugačnosti in strpnosti. Tudi ko so napadi, pa kako, pa žival, pa meso, pa joj. Glejte, to je vaš pogled, vsak ima pravico do svojega in konc. Tukaj zaključimo pol. Drug problem je pa tudi, da ljudje nočemo sprejemati nekaj drugačnega od sebe. Imamo sem plašnice in gledamo samo v eno smer. Pol je pa tukaj še seveda ego, trma, ponos, si zabijemo nekaj v glavo. Ne, in ustrajamo tudi, če na koncu mogoče vidimo, da je neka stvar dobra, ampak ne. Popravi si kravato, na kateri ima broško z upodobljenim lovskim psom. Za klobukom nima vejice, smrekova je sicer zaščitni znak slovenskih lovcev. Zanje ima pomemben simbolični pomen. Če ima lovec vejico zataknjeno na desni strani klobuka, se pravi desno divjad, je bil tega dne uplenitelj, mu je Diana namenila v plen. Če pa ima lovec vejico na levi strani klobuka, levo lovec, takrat jo pa ima recimo ob kakšnih slovesnostih lovskih, med katere seveda spada tudi lovski pogreb. Lovski pogreb je zelo poseben, ne? Gre za dejansko pospremijo lovca k zadnjemu počitku njegovi stanovski prijatelji lovci. V bistvu reče se, da bo lovec lovil v večnih loviščih. Predpisan je protokol. Najprej lovci držijo pokojniku lovsko stražo, potem en lovec nosi lovčevo puško, drugi njegova odlikovanja lovska. Po zvoku lovskega roga so pa tudi strelci, ki zvoki streli pospremijo pokojnika v večno lovišče. Iz stavbe Lovske zveze Slovenije me pospremi z velikim nasmeškom, po poti pa mi razloži, da se je med lovom naučila potrpežljivosti in vztrajnosti. Maja Brunskole svetuje, če imate utrujene oči, glejte v zeleno barvo. In kje bolje kot v gozdu, zato vam obe voščiva dober pogled.